Ta hip ni možno oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za vnovičen zagon proizvodnje, pravijo v Revozu. To bo odvisno tako od razmer v državi, kot od odločitev matične skupine Renault. Po krizi bodo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili ustrezno delovanje in odgovorili na pričakovanja svojih kupcev. V Adrii Mobil delo v proizvodnji začasno zaustavljajo do vključno 31. marca z možnostjo podaljšanja do 5. aprila. Jutri bodo izvedli le še nekatera nujna dela, da bi po vrnitvi na delo delovni procesi stekli čim bolj nemoteno. Posamezni zaposleni v režijskih službah, kjer je nujno, bodo delo opravljali od doma. Zaskrbljujoče stanje, da v mnogih podjetjih delajo v nespremenjenem obsegu, so sicer javno izpostavili v naših največjih sindikatih. V Zvezi delavskih sindikatov Solidarnost pozivajo pristojne in odgovorne v državi, da preprečijo nedopustno in neodgovorno ravnanje nekaterih delodajalcev, ki podcenjujejo ali ignorirajo ukrepe vlade za omejitev širjenja koronavirusa. Seveda na prvem mestu v tem trenutku je zdravje ljudi, ne pa dobiček oziroma strmenje k čim bolj ugodnim finančnim rezultatom. Zdaj, naše stališče je in tudi pozivamo vse delodajalce v Sloveniji, da nemudoma vse zaposlene, ki so zaposleni v dejavnosti, ki niso ključnega pomena za nemoteno delovanje države, da se jim omogoči, da v čim večji meri, seveda tukaj ne samo režijski delavci, tudi delavci v proizvodnji, prvenstveno tam, kjer so velike skupine, ostanejo doma vse do preklica ukrepov vlade RS. Seveda tisti, ki pa morajo zagotavljati izvajanje vitalnih funkcij za nemoteno delovanje države, pa se morajo zagotoviti osebna varstvena sredstva skladno z zakonodajo z tega področja. Kot ugotavljajo, delavci kljub preventivnim ukrepom in priporočilom marsikje delajo v skupinah, ki štejejo več 100 oseb brez osnovnih zaščitnih sredstev in na premajhnih razdaljah. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so na vlado in ministrstva naslovili poziv za takojšnjo zaščito vseh delavk in delavcev. Da gospodarstvo potrebuje jasne ukrepe vlade za soočanje s posledicami koronavirusa, pa poudarjajo v gospodarski zbornici, saj se večina proizvodnih in storitvenih podjetij sooča z resnimi težavami. Smo na zbornici že predlagali ukrepe, zlasti na področju trga dela, ki bi zmanjšali morebitne izgube delovnih mest, dnevno migracijo, prav tako področje financ in likvidnosti, področje, ki je tudi zelo pomembno, je področje ključnih zaposlenih, ki lahko preprečijo gospodarsko škodo, in pa še dodatne druge ukrepe, vse za zagotovitvijo, da bi bili posredni ali pa dejanski stroški, ki so zdaj povezani z posledicami koronavirusa, čim manjši.